Sončna Vipavska dolina, idilični hribček nad vasico, čudoviti razgledi. Tukaj si je hiško postavil par z veliko izkušnjami, veliko življenjske energije in z mislijo na udobno življenje v tistih letih, ko so otroci že prav lepo na svojem. Na kaj se pa ogrevate, Milan? Smo se ogrevali na plin, zaznali smo potrebo tudi po hlajenju hiše poleti. Tukaj je pozicija taka, da se kar močno segreje in smo rekli, da bi mogli nekaj zamenjati, da bi imeli tudi hlajenje. In toplotna črpalka ima obe, ima gretje in hlajenje. In zato smo se pol odločili, da gremo na ta sistem. Sama zamenjava je en dan, ker vse paše že odprej, sam se priklopi na novo napravo in ni nobenih problemov. S plina na toplotno črpalko en dan? En dan. Gospod Besednjak, povejte nam prosim, kako deluje toplotna črpalka, zrak, voda. Torej, zrak kot vir toplote je praktično neizmeren. Zdaj, toplotna črpalka črpa zrak s pomočjo ventilatorja preko parjalnika, na ta način odvzame toploto zraku in jo dvigne na višji temperaturni nivo. Dvigne do take temperature, ki je uporabna za ogrevanje ogrevne vode, s pomočjo katere lahko kasneje ogrevamo objekt. Lastniku omogoča bodisi talno ogrevanje ali pa celo radiatorsko ogrevanje. Super je to, da je zrak vedno in povsod brezplačen, ne, hvala Bogu. Tako, zrak je povsod in uporaben celo do temperature minus 25 stopinj Celzija, tako da danes lahko najdete toplotne črpalke, zrak, voda, ki ogrevajo stavbe od morja do alpskih dolin. Pri takile toplotni črpalki nam seveda ne uide tudi zelo lep dizajn. Toplotna črpalka, ki jo tukaj pri lastnikih gledamo, je toplotna črpalka tipa Adapt. Bila je razvita z namenom približati in uskladiti videz toplotne črpalke z videzom stavbe, hiše. Torej, pri oblikovanju, snovanju te toplotne črpalke so nam pomagali fantje in dekleta iz oblikovalskega studia Gigo Design in prišli smo do zaključka, da je toplotna črpalka nekaj, kar se more sinhrono zliti z objektom. To pomeni, ne sme pokvariti zunanjega videza objekta. Inovativna, tiha, učinkovita in oblikovno dovršena toplotna črpalka je prejela celo serijo nagrad doma in v tujini. Na primer, najinovacija po izboru javnosti, značka odličnosti Made in Slovenija. Na mednarodnem tekmovanju v dizajnu Archi Products Design Awards pa so v toplotni črpalki uvideli odličnost v kreativnosti in tehnologiji ter jo razglasili za enega izmed najbolj izvirnih dizajnov. In seveda leta 2021 je že malce samo po sebi umevno, da se jo da upravljati na daljavo, da ima neko pamet, da tako rečem. Tako kot smo danes, bi rekel, priključeni na internet, je tudi toplotna črpalka že prilagojena temu, da omogoča upravljanje lastniku na daljavo, ravno tako pa omogoča serviserju, da lastniku pomaga na daljavo. In včasih lahko povemo, da serviserji zaznajo težave s toplotno črpalko, še preden zazna lastnik in se lahko na vratih, še preden lastnik zazna težave z delovanjem toplotne črpalke. Skupaj s toplotno črpalko smo razvili tudi aplikacijo, ki omogoča bodočim lastnikom, da si pred nakupom toplotne črpalke toplotno črpalko virtualno postavijo v prostor in vidijo izgled hiše, kakor tudi toplotne črpalke v vseh njenih izvedbah, barvah, materialih, kako bo kasneje izgledala skupaj z stavbo. Pri črpalkah takega tipa se včasih pojavi mnenje, da je to zelo glasna stvar, da so bile že včasih tudi vir medsosedskih sporov. Kako je pa pri tele? Toplotna črpalka je razvita z namenom, da je njena hrupnost minimalna. Njeno hrupnost primerjamo lahko s šelestenjem listja. Zadovoljni uporabniki nam včasih poročajo, da toplotne črpalke sploh ne slišijo in morajo prisloniti uho, da preverijo delovanje toplotne črpalke.